Ticho,
družini Breznik, zdaj pa je na vrsti pozdravni nagovor župana mestne občine Slovenj Gradec, gospoda Tintna Keglerja. Spoštovana predsednica Republike Slovenije, ministrica Nataša Pirc Musar, spoštovane prijateljice in prijatelji naših štirih kovačev, seveda pa poseben pozdrav namenjam vam, dragi štirje kovači, in res en lep pozdrav vsem, ki ste prišli danes sem, kajti danes bo zagotovo en lep večer. In hvala, da ste prišli sem počastiti praznovanje 70. obletnice neprekinjenega delovanja našega ansambla štirih kovačev. Z gotovostjo lahko trdim, da ste največji ambasadori našega mesta, da ste ime Slovenj Gradca ponesli daleč naokrog, praktično. Zaradi vas smo prepoznani po celem svetu. In ko ste že slišali uvodno pesem Luči Slovenj Gradca, ki ste jo napisali in podarili prav našemu Slovenj Gradcu in naši občini, lahko povem, da je včeraj tako zasijala tudi Koroška galerija njihovih umetnosti. Namreč včeraj smo v Koroški galeriji podelili najvišja občinska priznanja. Včeraj je bila slavnostna seja našega mestnega sveta, praznikov naše mestne občine in že tradicija veleva, da res nagradimo tiste najboljše. In štirje kovači so prejeli najvišje priznanje mestne občine, nagrado mestne občine, za kar vam še enkrat iskreno čestitam. In mineva nekako 10 let, odkar smo človeku, ki je napisal več kot 800 skladb, podelili najvišji naziv častni občan mestne občine Slovenj Gradec, se veste, kako govorim, gospodu Francu Šegovcu. In seveda smo bili zelo počeščeni, ko ste pred dvema, 3 leti, je že zdaj, ker čas res hitro beži kot tudi svoje skladbi, nam podarili zelo bogato dediščino, ki ste jo kovali skozi teh 70 let. In zelo ponosno smo to vašo dediščino, vse te vaše dosežke postavili v muzej štirih kovačev, kamor lahko danes zagotovo trdim prihajajo ljudje, ne samo iz domačih krajev, praktično iz celega sveta. Tudi zato res iskrena hvala. Jaz vam želim, da bi še dolgo kovali na narodno-zabavnem parketu, nas navdiševali našo, vašo publiko, kajti seveda, če ne bi bilo poslušalcev, ne bi bilo vas teh 70 let. In res vam še enkrat hvala, da smo lahko skupaj verjamem, da uživali ob teh skladbah, ki so jih za nas podelali skozi teh 70 let. In ja, naj vam zaželim še mnogo zdravih let, mnogo koncertov, nastopov, da boste naše dolgo razveseljevali in zaželim res eno lepo popolnico do prihodnje. Iskrene čestitke še enkrat, iskrene čestitke Gradovčan-Krčani v našem prazniku, bi pa izkoristil to priložnost na koncu in čestitev naši pevki, gospodi Hermini Šetovc, ki je pred kratkim praznovala okrogli jubilej. Vse najboljše, draga Hermina.
Hvala za lepe besede. Zdaj je na vrsti slavnostni govor predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc Musar. Verjemite mi, čeprav je bil dolg dan za menoj, sem neskončno vesela, da si prišla še v Slovenj Gradec, seveda s preprostim razlogom, tudi s mojim prisotnostjo počastiti 4 kovače, ki je pravzaprav 6, pa 1 kovačica. Tako da, spoštovani župan Tilen Žugler, spoštovana članica in člani ansambla 4 kovači, spoštovani visoki gosti, drage Slovenjgradčanke in Slovenjgradčani. Kot sem že rekla, izjemno sem vesela, da ste me povabili na današnje praznovanje vašega občinskega praznika, ki je hkrati poklon ansamblu, ki je s krajem tesno povezan že od samega začetka. Kultura je tista nevidna nit, ki tke, prepleta in povezuje narod, družbo in identiteto posameznika. Svojo veličastno močjo obarva prepoznavnost države v širšem okolju ter varuje edinstvenost, ki jo nosimo kot skupnost in kot posamezniki. Čeprav je kultura pojem, ki zajema umetnost, jezik, tehniko, navade in tudi moralo, je glasba tista melodija življenja, ki v družbi zaseda poseben prostor. Glasba je že iz pradavnine del človeštva in okolja. Sprva namenjena preprostim ritualom se je nato razvila v samostojno in visoko cenjeno umetnost. Glasba ljudi povezuje, saj je univerzalen in splošno razumljiv jezik, ki ne pozna meja, igranje na glasbeni inštrument ter glasbeno poustvarjanje skozi petje in ples pa prebudi skoraj vsa čutila ter spodbuja in krepi znanje ter družbeno zavest. Narodno-zabavna glasba je dragocen košček mozaika slovenske glasbe, bistveni del slovenske identitete, ki pomembno vpliva na dojemanje slovenskega naroda, tako doma, kot po svetu. Domača glasba je utkana vsakdanjih Slovencev in Slovenk, prisotna v vseh pomembnih trenutkih življenja, na prireditvah, praznovanjih, porokah, na druženjih. Besedila narodno-zabavnih pesmi opevajo naše zgodbe, barvajo podobe domače pokrajine, pripovedujejo o ljubezni, romantiki, navadah in običajih ter slikajo vsakdanje življenje v poetičnih tonih. Med največjimi ambasadorji te glasbene zvrsti so 4 kovači, ki se že 7 let, ne 70 let, dotikajo src Slovenk in Slovencev doma in po svetu. V svojih pesmih kovači razkrivajo svojo ljubezen, opisujejo življenje in opevajo koroški način življenja. Koroška s svojo pristnostjo in lepoto neokrnjene narave je skozi glasbo kovačev ujeta v svojevrstno simfonijo trdnosti in klenosti njenih ljudi. Spoštovanje tradicije, značilno za Korošce, je odkano v vsako noto in melodijo, ki jo ustvarjamo. S tem so 4 kovači pomemben steber oblikovanja glasbene kulture in simbol narodno-zabavne glasbe na nacionalni in širši regionalni ravni. Njihova edinstvenost, entuziazem in srčnost so jih ponesli med glasbene zvezde, kar dokazujejo številna priznanja in odlikovanja tako doma kot v tujini. 4 kovači so kot družina, povezana z ljubeznijo do glasbe in predanostjo v kulturi. So tudi vzor številnim mladim glasbenikom. Še posebej je Franc Šegovc vzornik številnim mladim, ki imajo radi harmoniko. Lahko vam zaupam, da sem bila tudi sama ena izmed nadobudnih harmonikaric v času obiskovanja glasbene šole, kjer sem sestro Tanjo ob podpori staršev naredila prve korake v svet glasbe. Še danes se s ponosom spomnim,
ko mi je na mojo harmoniko uspelo zaigrati prelepo slovensko narodno pesem Zagorski zvonovi. Ampak danes si ne znam več, vrsti so že izvaje. Spoštovani župan mestne občine Slovenj Gradec, gospod Klugler, spoštovane občanke in občani Slovenj Gradca, nocoj je tudi priložnost, da vam iskreno čestitam za vaš občinski praznik. Lahko ste ponosni na vse dosedanje dosežke v vaši občini, predvsem pa na dosežke vaših izjemnih občank in občanov, ki prenašajo dobro ime Slovenj Gradca daleč čez njegove meje. Kot občina, ki se edino v Sloveniji ponaša s častnim nazivom Mesto glasnik miru, pa ste prepoznali tudi v širši mednarodni javnosti. In naj vas spomnim, ravno današnji dan je Svetovni dan miru. Naj ga ta današnja glasba ustvari še lepšega, da se Svetovni dan miru namreč, in naj glasba štirih kovačev in ostalih soustvarjalcev tega nocojšnjega programa prenese mislijo na vsak konček tega našega planeta. Prav vsak posameznik si ga želi in si ga ne nazadnje tudi zasluži, žal ga vsi nimajo. Mi v Sloveniji ga imamo in jaz upam, da ga znamo ceniti. Želim vam torej veliko uspehov tudi v prihodnje in da ostanete prijazna, ustvarjalna in predvsem povezana skupnost. Hvala za povabilo in veliko uspehov. Spoštovani gospe in gospodje, predsednica Republike Slovenije bo ob tej priložnosti vročila odlikovanje Red za zasluge. Republike Slovenije je predsednica Republike Nataša Pirc Musar izdala ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije za 70-letno kulturno in glasbeno udejstvovanje, ki je pripomoglo k ohranjanju in razvijanju narodno-zabavne glasbe ter prepoznavnosti Slovenije v svetu. Odlikovanje Red za zasluge prejme ansambel Štirje kovači.
Med največjimi ambasadorji slovenske narodno-zabavne glasbe so štirje kovači, ki se že 70 let dotikajo src Slovenk in Slovencev doma in po svetu, veljajo za najdlje neprekinjeno delujoči narodno-zabavni ansambel na svetu. So ansambel z lastnim avtorskim slogom, kar jih dela drugačne in posebne. Franče Govc, ustanovitelj štirih kovačev, vodja ansambla, harmonikar, pisec, melodij in besedil, je glasbeno zgodbo štirih kovačev začel na Štefanovo leta 1952, ko je nastala prva skladba Valček Hrepenenje. Jeseni 1953 so bili člani ansambla uradno zbrani. Leto 1954 pa štejejo za leto ustanovitve ansambla. Na člane ansambla je pomembno vplivalo delo v slovenjegraški kovaški industriji, kar je navdihnilo tudi ime ansambla. Ansambl je prvo radijsko oddajo posnel že leta 1955, 10 let pozneje pa so izdali prvo ploščo. Njihov celotni glasbeni opus, posnet v slovenščini in nemščini, obsega kar 47 plošč, kaset in zgoščenk. Prav tako so ustvarili številne oddaje za televizijo, s tem so zagotovo med najpomembnejšimi ansambli narodno-zabavne glasbe v Sloveniji. Glasbena pot jih je vodila tudi v tujino, kjer so prepevali slovenskimi seljencem, ki so hrepeneli po domači glasbi. Prvič so odšli v tujino leta 1969 na pobudo Slovenske seljenske matice. Trikrat so opravili daljšo turnejo po Združenih državah Amerike in Kanadi, dvakrat po zahodnji Evropi in gostovali celo na Japonskem. Izvedli so veliko krajših nastopov po Nemčiji, Švici, Avstriji, Italiji in nekdanji skupni državi Jugoslaviji. Njihovo poslanstvo pa ni omejeno le na glasbo. Štirje kovači so znani po svoji srčnosti in dobrodelnosti. Nastopali so za družine v stiski, za otroke in domačo splošno bolnišnico Slovengradec. Z dobrodelnimi koncerti po Sloveniji so širili toplino in zbirali pomoč, s tem pa prispevali boljšemu življenju številnih posameznikov. Po natanko 70 letih ansambel še vedno vodi Franče Govc. Leta 1997 je prejel naslov Karl Volk in Valčkov. Leta 2000 pa je v 45-letnici delovanja ansambla za najboljši album prejel nagrado Zlati Petelin, najvišje priznanje na področju narodno-zabavne glasbe v Sloveniji. Svojstvenim komponiranjem, aranžiranjem in pisanjem besedil ter mehko koroško dušo vseskozi pomembno prispeva k slovenski narodno-zabavni glasbi, v kateri opeva rodno Koroško in Slovengradec, kamor se je po napornih turnejah vedno rad vračal. V 70-letni karieri je Franče Govc s štirimi kovači ustvaril več kot 800 skladb in napisal več kot 200 besedil, kar ansamblu omogoča, da že več kot 50 let izvaja le lastne skladbe. Njihova pesem, zdaj že ponarodeli Valček Kam čas beži, je leta 2000 osvojila častitljivi naslov Viža stoletja. Ljudem pa so se v srce vtisnile tudi druge znane melodije, kot so Ržinova Tinka, Čakal sem ob potoku, Gremo na Pavre, Mala solzica, Moji mamici, Pridi zvečer, Mama, te rože so zate in Luči Slovengradca. Republika Slovenija se z državnim odlikovanjem zahvaljuje ansamblu Štirje kovači za neizbrisni in dragoceni prispevek slovenski kulturi, še posebej slovenski narodno-zabavni glasbi ter k oblikovanju slovenske narodne identitete.
ostale v spominu srcih Slovenk in Slovencev, ter poslušalcev doma in v tujini, ter se iz roda v rod prenašale na mlajše generacije in krepile njihovo narodno zavest. Gospa Hermina, tole pa so besede v imenu ansambla. Spoštovana predsednica, srčna hvala in Kovačev, hvala in zelo smo počaščeni. In seveda hvala, dragi v dvorani, spoštovana publika, 4 Kovačev in tudi muzikantov ne bi bilo, če ne bi bilo takšne čudovite publike, ki nas spremljala skozi 70 let. Hvala lepa. Po tem protokolarnem delu pa seveda tale svečanost ne bi bila prava svečanost, če ne bi nagrajencev in slavncev slišali tudi igrati. Tokrat smo igrali 3, seveda pesmi ste res slišali veliko več, ampak za vašo ušesa in za nocojšnjo prireditev vam 4 Kovači najprej igrajo Malo solzico, potem živahno Držino Tinko in na koncu, ko bo bila cela dvorana, tudi vi, gospa predsednica, slišal sem, da obvladate harmonika besedila, še kam le čas beži. Ta nas spomni na to, kako smo mladi, kako super izgledamo, ne glede na leta, ki se skrivajo v starosti. Želim vam prijetno poslušanje. Začnimo, tako kot smo se zmenili. Mala solzica, Držena Tinka in kam le čas beži, 4 Kovači. Questa la
Sede vasi, ena mišica stoji, prav v mišice ti papira popelja, a v miši je bila življenjkova, to že skoraj vsak novi, kaj je bil, kaj je ime, če ga ni, med vami je že videl ni, daj to silo, ne že pomeni, vsako nama je, vsako nama kada prideš, če ti ga na sočki, in pa je ura potega pojutro in na tiste kot želiš, se naročeš to dobiš, če ne hoči ivica ali pa konjaka, včasih tudi na nazora. Zdaj pa tista viža stoletja in jaz verjamem, da jo tudi znate in prosim, da z nami zapojete. Kam te čas beži, kam se mudi.
Kovačko so tvrde. Lascia
razlika. No, zdaj, to se še zgodil pa nas v danes, da smo zgubili program. Zdaj sem se spomnil na te dva, da dol zgubili trpi. Zdaj sem poslušal moje krava je všla, dok malo obrati všla, na pol. Seveda se bomo pogledali naš dokumentarni film. Hvala lepa. Spoštovana družba, dragi prijatelji, tukaj bomo postavili piko na i. To je bil večer 4 kovačev, še na mnogo leta, naj velja. In zdaj je čas za čestitke in vaša darila. Slavljenci so v prvi vrsti. Vsem, ki ste prišli, hvala in srečno bo domov.